Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 29. december 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Javne stavbe kljub zakonski obvezi še vedno prepogosto nedostopne osebam z invalidnostjo. Analiziramo, zakaj je Evropski komisiji spodletelo. Kateri filmi so najbolj zaznamovali iztekajoče se leto. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Po 15 letih prilagoditvenega obdobja je začela veljati zakonska obveza, ki določa, da morajo biti vse stavbe v javni rabi dostopne vsem osebam z invalidnostjo. Gre za zdravstvene domove, občine, centre za socialno delo, kulturne ustanove, šole, športne objekte in cerkve. Toda osebne izkušnje invalidov in opozorila stroke razkrivajo, kje sistem odpoveduje in zakaj spremembe prihajajo prepočasi. Z mano v studiu je Sanja Verovnik, naša novinarka, ki se je v članku, ki je danes objavljen v tisku in na spletu, ukvarjala s tem, kakšne so razlike med zakonom in prakso. Sanja, pozdravljena. Zakaj torej po 15 letih zakonske obveze številne stavbe v javni rabi še vedno niso dostopne osebam z invalidnostjo? Zdravo, Tjaša. Ja, kot opozarja predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, Dane Kastelic, s katerim smo se pogovarjali, je eden ključnih razlogov pomanjkanje zavedanja lastnikov stavb, da jih zakon sploh zavezuje. Mnogi se ne zavedajo niti tehničnih zahtev dostopne gradnje, ki so zapletene in brez strokovne pomoči pogosto napačno izvedene. Dodatno težavo je dolga leta predstavljalo dejstvo, da so bili standardi dostopnosti celo plačljivi, nadzor pa zelo omejen, saj do nedavne novele zakon sploh ni predvideval sankcij, kar je zelo žalostno. Kako pa se torej nedostopnost javnih stavb konkretno odraža v vsakdanjem življenju gibalno oviranih oseb? Kakšne so torej konkretne posledice tega? Ja, dejstvo je, da nedostopnost vpliva na vsa ključna področja življenja, od izobraževanja in zaposlovanja do zdravstva in kulturnega udejstvovanja. Kastelic opozarja, da nedostopne izobraževalne ustanove mladim invalidom omejujejo izbiro poklica in dolgoročno poslabšujejo njihov ekonomski položaj. Resne težave so tudi v zdravstvu, kjer specialistične ustanove in medicinska oprema pogosto sploh niso prilagojene, kar onemogoča celo osnovne preglede. Govorila si tudi z gospodom Igorjem Plohlom, paraplegikom, ki ti je nekaj povedal o svojih osebnih izkušnjah. Kakšne so torej njegove izkušnje z arhitektonskimi ovirami, kaj pravi? Ja, Igor Plohl je bil zelo zgovoren. On je namreč opisal, da je ob selitvi v Lenart ugotovil, kako slabo je mesto prilagojeno gibalno oviranim. Seveda Lenart ni izjema. Skupaj s kolegom sta popisala ovire in na njih opozorila lenarško občino, kar je kasneje prispevalo k izboljšanjem in pridobitvi naziva občina po meri invalidov. Kljub temu pa poudarja, da še danes številne trgovine in storitve v mestu, ki so v zasebni lasti, ostajajo nedostopne. Pogosto zaradi ene same stopnice, ki jo bi bilo mogoče enostavno odpraviti z enostavno klančino, ki pa ni kdo ve kako velik finančni zalogaj. Seveda Lenart ni izjema. Res je torej še veliko možnosti za napredek oziroma izboljšave. Še to, Sanja, kakšne spremembe pa torej prinaša novela zakona in zakaj njen učinek še ne bo takojšen, kot pišeš? Ja, niso vsi zadovoljni. Torej, po eni strani novela zakona uvaja globe za lastniške stavbe, ki invalidom ne zagotavljajo dostopnosti v razponu od 2500 do 40 000 evrov, vendar se bodo kazni začele izrekati šele čez 2 leti, saj je Državni zbor potrdil prehodno obdobje. Po mnenju sogovornikov, tudi varuha človekovih pravic, s katerim sem se pogovarjala, to pomeni dodatno odlašanje z dejanskim uveljavljanjem pravic oseb z invalidnostjo in normalizacijo kršitev namesto takojšnjih ukrepanj. Sanja, hvala za tvoje odgovore. Hvala tudi tebi, Tjaša. Nadaljujemo na političnem parketu. Evropska komisija z Ursulo von der Leyen na čelu se je pred kratkim morala sprijazniti, da ne bo uspela uresničiti 3 ambicioznih načrtov, vsaj ne tako, kot si jih je zamislila.
Najprej se je to zgodilo na področju e-mobilnosti, potem ko je komisija sredi decembra uradno predlagala revizijo načrta, ki je predvideval popolno prepoved prodaje avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem v državah članicah EU od leta 2035 naprej. Naslednja udarca za vodstvo komisije sta prišla 2 dni pozneje, ko so se v Bruslju mudili evropski kmetje in voditelji držav članic, ki so razpravljali o nadaljnji pomoči Ukrajini. V prvem primeru so kmetje dosegli zamik podpisa sporazuma, ki bo omogočil uvoz večjih količin kmetijskih izdelkov iz Južne Amerike na evropski trg. Komisija pa je morala dvigniti roke tudi od načrta, da bi za financiranje Ukrajine uporabili zamrznjena ruska sredstva. Je politika Ursule von der Leyen dosegla svoje skrajne meje in kaj se dogaja v Evropski uniji? Analiziramo s sogovorcem, profesorjem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Bogomirjem Kovačem. Roko na srce, leto 2025 je bilo za filme precej nezanimivo. Tako piše naš filmski kritik Matic Majcen. Nobene velike mojstrovine ni bilo, nobenega prelomnega filma, nobenega res velikega filmskega dogodka v slogu Tarantina ali Christopherja Nolana. Še letošnji seznami najboljših filmov leta, vključno s tem, ki ga prilaga Majcen, so polni celovečercev, ki so bodisi očitni pokloni, bodisi adaptacije ali pa logična nadaljevanja avtorskih opusov, ali pa so bolj pomembni zaradi družbenega trenutka, kot da bi res prinesli nekaj novega. Daleč najpomembnejši dogodek leta se je zato zgodil izven filmskih platen in to prav pred koncem leta. Pri Netflixu sicer pravijo, da njihov prevzem studia Warner Bros. Ne bo bistveno spremenil razmerij moči in načina produkcije filmov v Združenih državah Amerike, a resnica je daleč od tega, piše Majcen. Na dolgi rok bo šlo za enega tistih dogodkov, ki si jih bomo zapomnili kot prelomne za ameriško filmsko industrijo. Kateri film je po mnenju Matica Majcna politično najpomembnejši? Kateri film se je kljub bojkotu vsega izraelskega letos upravičeno pojavlja na mednarodnih festivalih? In koliko je na tem seznamu del evropskih režiserjev? Seznam najzanimivejših filmov leta 2025 najdete na spletu in v tisku. To je bil večerodnevni podcast Večerje zjutraj 29. decembra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.